Evo, pa smo skupaj. Danes bomo govorili o potenčni funkciji. Toliko smo imeli teh lastnosti funkcij, zdaj bomo začeli pa z vsakim izsekom funkcij posebej, a ne. In ena izmed prvih, zdaj linearno funkcijo ste spoznali že, zdaj potenčna funkcija je pa druga taka najbolj osnovne oblike. Se pravi, zdaj v tem sklopu nas čaka potenčna funkcija, potem pa kot en poseben primer še pa potem kvadratna funkcija. In to je za drugi letnik dovolj. Potem v tretjem letniku pa same funkcije. Tako da kar komaj čakamo, ne. Napišite si naslov potenčna funkcija, mi gremo pa naprej. Tule si pred tablo pogledati, kaj imamo, ne. Se pravi, naslov dajte potenčna funkcija. Zdaj, potenčna funkcija je v resnici takole, ne. Je ena funkcija oblike f od x je. Zdaj, potenčna funkcija pomeni, da bo se nekaj dogajalo s potenco. In sicer imeli bomo x kot osnovo, ta se bo spreminjal in bo potem ta x na n. Se pravi, potenčna funkcija oblike f od x je x na n. Zdaj, če bi bilo x na 1, bi to bila premica. Vse ostale pa bodo različnih oblik. Graf tega bo nepretrgana krivulja, ne. Zdaj, če bo pa definirana povsod, bomo pa še videli, odvisno bo od tele številke zgoraj. Tako. In zdaj od tele številke zgoraj bo tudi veliko odvisno. In bomo imeli 4 tipe teh potenc. In sicer tole lahko, da bo navadna naravna številka, se pravi, da bo pozitivna. Se pravi, da bo n pozitiven. Ja, lahko je pa tudi negativna, ker poznamo tudi negativne potence. Se pravi, tu dobimo 2. No, potem bomo pa videli, da je še razlika, ali bo soda ali bo liha. In tukaj tudi pravzaprav bo graf pokazal, da se razlikujeta ali soda ali liha, ne, potenca. Se pravi, potenčna funkcija je funkcija oblike x na n. Zdaj pa odvisno od tega, kak bo n, bomo dobili pa 4 tipe te potenčne funkcije. No, in zdaj bomo pa kar posebej spoznali vse te tipe. Podnaslov: potenčna funkcija s pozitivnim eksponentom. To je zdaj naslov, vam ga počrtam, podnaslov, pardon, ne. Potenčna funkcija je glavni naslov, zdaj pa prvič potenčna funkcija s pozitivnim eksponentom. Odspodaj napišete, ne, to je funkcija f od x, kjer je x na n. Zdaj pa n mora biti večji od 0. Karkoli damo za x, je v redu, ker znamo izračunati, recimo 5 na 3, to bi znali, 0 na 4, to bi znali. In pomeni, da je funkcija zvezna, da je graf nepretrgana krivulja in da jo lahko v bistvu izračunamo povsod. Zdaj si bomo pa pogledali dva osnovna primera te funkcije. Prvič bomo si narisali graf, s črno pisala, da vas ne bo tako motilo ali pa mene. Prvič, tale bo osnovna f od x je x na 2. Se pravi, to je predstavnik potenčne funkcije s pozitivnim sodim eksponentom.
ugotovili smo pač, da je definirana povsod, da bi lahko zdaj x bilo katerokoli število in da je graf nepretrgana krivulja. Zato lahko ta graf narišemo tako, da izračunamo vrednosti za par točk. Pa si kar dajmo eno tabelico narisati. Tukaj naj bo x, tukaj pa f od x. In izračunamo recimo enih par vrednosti, malo več jih moramo zdaj tokrat, ker ne vemo točno, kakva bo oblika, se pravi -2, -1, 0, 1, 2. In zdaj izračunamo vrednosti funkcij v teh točkah. Se pravi, zdaj moramo zaračunati f od -2, koliko je? To je -2 na kvadrat, kar pomeni 4. Zdaj pa f od -1 je -1 na kvadrat, kar je 1. To pa lahko gremo na pamet mogoče. 0 na kvadrat je 0, 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je pa 4. In smo dobili vrednosti, ki jih bomo zdaj vrisali v graf. Takole bom jaz vstavila graf noter. Malo pomanjšamo. Upam, da se še videli. Takole. Pa dajmo zdaj narisati tale graf. Imamo zdaj x na kvadrat. Pa dajmo pogledati, kje so tele točke. Najprej -2, 4. -2, 4, se pravi -2 v levo, pa 4 gor. Tule imamo točko. Potem imamo -1, 1. -1 v levo, 1 gor. Tule. 0, 0. 0 v levo, 0 v desno. 1, 1. 1 v desno, 1 gor. 2, 4. 2 v desno, 4 gor. In dobimo en tak U, bi lahko rekli, a ne? In to pomeni zdaj, da bomo povezali vse tele točke. Se pravi, gremo od tele do tele, čez tole. Tule pazite, da ne boste preveč na špico, pa nazaj gor. In takole, pa še tu povlečemo navzgor. In to je zdaj v bistvu oblika parabole, se temu reče, in narisana funkcija f od x je x na kvadrat. Takole. Zdaj pa, če pogledamo, je tule en programček za risanje tehleh krivulj, GeoGebra, ne? In tukaj sem že vrisala noter x na kvadrat. Rekli smo, da so si funkcije zelo podobne, a ne? In če zdaj samo v bistvu si pogledamo, kaj bi bilo, če bi res bili vsi eksponenti sodi, ali bi bila funkcija podobna, ne? Se pravi, tale je x na kvadrat, naslednja sodna številka x na 4, če dodamo, ne, se v bistvu graf tukajle malo zoža, tukaj pa malo razširi. Če dodamo še x na 6, se graf še malenkost zoža, in če dodamo x na 8, je graf še malenkost bolj noter, a ne. Takole izgleda zdaj potem tale graf, če večamo številke f od x, ne. Se pravi, vedno bolj navznoter gre. Simpatično, ne? To je to. Se pravi, to je pozitivna funkcija, ne, z sodnim eksponentom. Zdaj bi pa mogoče pogledali, še lastnosti te funkcije. Zdaj ste jih že dodobra ponovili za vaše teste, ne. Za vaše teste ste jih dodobra ponovili. Tule imamo našo funkcijo, ne, vidite, meni se je malo roka mogoče tresla tule okoli teh točk, ampak vseeno imamo pa vse te
funkcija še vedno tu. Zdaj, če se spomnite, jaz bom zdaj tole zrisala. Katere lastnosti vse določamo funkcijam? Prva lastnost, ki jo bomo določili, zdaj temnem, je definicijsko območje. Definicijsko območje, pogledamo, a je za kak x kak težava? Ni. Se pravi, x je tu element vseh realnih števil. Potem druga stvar, ki smo jo gledali, je zaloga vrednosti funkcije f. No pa pogledamo, do kod vse y seže, Tukajle nimamo nič, 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 potem pa pri x je nič, se pa dejansko ta pojavi krivulja, zato je zalog vrednosti y je, začne se pri nič, ki je zraven, pa gre do neskončnosti. Tretje, kaj lahko določimo, je, kje narašča. Narašča tam, kjer se graf dviga, to pomeni, če gremo iz leve proti desni, gremo gor, se pravi, narašča tam, kjer je x element, začne se v nič in gre proti neskončno. Četrtič, kje pada? Pada na levem delu krivulje, to pomeni, x je element, začne pri minus neskončno in gre vse do nič. Ker ta krivulja se tukaj bi nadaljevala gor. In bi šla, se pravi, narašča, pada, potem, ki je pozitivna, to pomeni, da je funkcija, večja od nič. To je tam, v bistvu vse posod, razen tule v toti eni ubogi mali ničli, in bomo rekli, da je x element od minus neskončno do nič in od nič do neskončno. Šestič imamo potem negativna. In sicer f od x je manjši od nič, to je pa x je element prazne množice, se pravi, ni takih x-ov. Črtico lahko najboljše, kar naredimo črtico, tako. 7, ničla, ničla je v tejle točki, ničla, nič, nič. In 8, začetna vrednost, je pa tudi v tej točki, ker v obeh točkah tukaj seka x in y v nič. Se pravi, začetna vrednost, mogoče rečemo a je nič, nič. No, ta funkcija je simetrična glede na y-os. In takim funkcijam rečemo soda funkcija. To vam da namig že tale eksponent, ki je sod, Se pravi, 9, f od x je soda. In to bi bila zdaj potenčna funkcija s pozitivnim sodim eksponentom. Zdaj nas čaka še pa potenčna funkcija s negativnim eksponentom.